Kako je prišlo do navdiha makete tukaj na Vurnikovem trgu? Ja, navdih so duvali v krajevni skupnosti, ne? In potem so se odločili, da bi pa mogoče keramično, ker jaz sem te hiške radovljiške delal in so izpadle luškane in smo se zmenili, ne? Potem sem pa jaz majčkeno improviziral, ogromno je virov, ne? Arhitekturnih, zgodovinskih teh. Mogla bi biti narejena lansko leto junija, pa smo prestavili na september, pa smo prestavili na novo leto, pa smo prestavili na april in zdaj v juniju je končno gotova. 5-krat sem spremenil koncept in zdaj nekako je taka, mi je všeč in večini ljudi tudi, ne. In seveda tukaj je pravzaprav oris stare Radovljice, kot je bila nekdaj. Ja, na začetku sem po teh različnih virih zelo natančen delal, potem sem se pa zaigral, ne. Tako da sem prikazal neko avtorsko interpretacijo od srednjeveških obzidij pa potem do baročnega parka, ne, in sem naredil en tak, kako se temu reče, mozaik časa in tehnik keramičnih, ne, in interpretacij. Tako lahko vidite, nekaj je narejeno zelo geometrijsko stilizirano, nekaj sem probal dosti realistično, ne, tako vse skupaj majčkeno že razpada, ne, tako si predstavljam, ne. So ideje padale od vas iz dneva v dan, kako bo to nastalo? Ni bilo to v trenutku, kako bo ta mozaik izgledal? Ne, počasi, več kot celo leto je zorel, ne, ja. Pa se spreminjali, ne. Prvo smo imeli drugačen format, potem smo ugotovili, da bi bilo fajn še pretrg pa podmesto dati zraven, ne, za nek logičen razvoj te gradnje Radovljice na pomolu. Potem meni je bilo najbolj zanimivo, ker na začetku sem delal te hiške take, kot so, ne, te najbolj značilne, Šivčeva, Vidičeva, tako. Pol sem pa začel delati čisto enostavne, neprepoznavne enostavne hiše, ker se mi zdi, da se je to začelo naseljevati, ne. Takrat se ni neka strašna arhitektura gradila. To je potem, ko je obogatela Radovljica, pa so bogati ljudje začeli prihajati, ne. Ampak v osnovni trg, rokodelci in to so pa delali enostavne hiše, ne. Zato sem tudi tako začel graditi, ne. Tako kot se meni zdi, da je to rastlo. In kot je videti, vam je uspelo, kot pravite, da so bili tudi Radovljičani sami in so zadovoljni, ko gledajo to maketo. Ja, jaz se veselim, da bi kdo recimo šipo razbil pa si doma vzel kakšno hiško, no. Zaenkrat še ni takega interesa.